oziroma kdaj bi vi šli kot strokovnjakinja finančna, bančna k skladu po financiranje oziroma se odločili za to varianto? Torej, kot ste omenili na začetku, jaz se predvsem ukvarjam s financiranjem pa bančništvom. Kje se srečam s skladi in energetiko je ravno pri alternativnih investicijskih skladih. To so sicer, imamo tudi lokalne slovenske sklade na tem področju, pa tudi regijske pa evropske sklade, ki so prisotne pač v Sloveniji in na Balkanu, ki podpirajo energetsko učinkovite projekte, torej projekte, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost in nudijo alternativno financiranje. Prej ravno na razgovoru smo slišali, kako izgleda približno bančno financiranje, pa slišali bomo še več. Kjer je prednost teh skladov, bi rekla, ki nudijo financiranje v tem, da dejansko imajo več fleksibilnosti, kar pomeni, da ne nudijo samo posojila za financiranje tovrstnih projektov, temveč lahko nudijo financiranje v obliki odkupa terjatev. Na nek način bi rekla asset-based lending, ampak ni čisto asset-based lending, ampak hkrati v bistvu tudi v okviru tega nakupa terjatev ne zahteva zraven zavarovanja za tovrstne projekte. In to je velikokrat za podjetja lažje, kadar iščejo financiranje za tovrstne projekte, kot je recimo izgradnja sončne elektrarne, za stranko in potem seveda vzdrževanje ponujene storitev v tej zvezi, ki so tudi dolgoročna financiranja, se lahko obrnejo pač na sklade, ki dejansko v bistvu imajo strokovne time, ki delajo na tem področju v bistvu financirane vse posod v Evropi, lahko podjetje spremljajo tudi pri širitvi v okviru Evrope, ter hkrati, kot sem rekla, je veliko lažje pridobiti financiranje, ker dejansko ne gledajo kreditne sposobnosti komitenta, temveč sam projekt, ki ga financirajo.